Kaj pomeni preseganje čustvenih triggerjev? To se mi zdi res taka zelo uporabna veščina. Se pravi, neka situacija se zgodi, nekaj me strigira, začutim en močen čustven naboj, mogoče frustracija, mogoče bolečina, strah. Zdaj, če grem, dostakrat me lahko ta čustven naboj potem v bistvu pahne v neko tako delovanje po takem avtopilotu, ne. Dostakrat gremo potem v obteževanje drugih ali pa sebe. In kako lahko to presežemo, da se pač zavedamo, tukaj se pač nek ogenj dogaja, nekaj se pač v mojem telesu, neko močno doživljanje se sproža in da lahko to prediham in zaobjamem z nekim sočutjem in z ljubeznijo in poiščem, kaj so pa zdaj te tle moje potrebe. Kaj so moje potrebe v tej situaciji? In da se zavem, da če bom deloval iz tega čustvenega odziva, čustvenega trigiranja, da bom zelo verjetno povozil te svoje potrebe in potrebe druge osebe. Se pravi, prvi korak je ta alkimija teh čustev, stik s potrebami in potem da se vprašam, kako se pa Madonna počuti ta oseba zdaj na drugi strani. Kako za Boga se oni počutijo, kaj oni rabijo. In potem pride prav veščina te empatije, tega nekega sočutnega zaobjemanja teh potreb, ki so verjetno zaradi te čustvene intenzitete prisotne v odnosu, so neke potrebe, ki niso zadovoljene in pri meni in pri drugi osebi. In kako sem lahko empatičen do svojih potreb, kako se lahko naučim zaobjemanja svojih potreb in kako sem lahko empatičen do potreb druge osebe. In nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno in vas res povabim, se mi zdi res tako zanimivo raziskovanje, da ne delate iz teh čustev, da ne delate iz teh občutkov, iz tega trigiranja. Ampak se raje vprašajte, dajmo se raje vprašati, kaj so moje potrebe tle, kaj se dejansko jaz zdaj želim v tem odnosu. In kako lahko komuniciram na način, da bom povečal možnost, da bodo te potrebe zadovoljene. Kaj lahko rečem? Kaj lahko naredim? In kako sem lahko tle v obziru do druge osebe tudi.